Takole. Lepo pozdravljeni še enkrat danes. Spoštovana gospa skrbnica Andreja Koželj, spoštovana gospa Tjaša Filipčič, naša zunanja evalvatorka, spoštovani Klemen, Timotej, Nina, Lara, Zala, Lidija, Matic, Kristjan, Jan, Luka, Marko in Sara. Spoštovani urednik, spoštovani gospod direktor Goran Pavlič, spoštovane ravnateljice in vodje enot, spoštovani sodelavci, spoštovani zunanji sodelavci in spoštovani vsi gostje, ki ste se nam pridružili na dogodku. Danes je za nas, lahko rečem, poseben dan. Saj vam predstavljamo že drug publicistični dosežek. In tukaj pri sebi jo imam in s ponosom vam predstavljam tretjo izmed, lahko rečem kar kronologijo, z naslovom Perspektive drugačnosti 3. To je knjiga, v kateri želimo, da bralec za trenutek razmisli o ljudeh, o mladostnikih, o osebah, ki živijo s hendikep. Ne pomeni, da je kdorkoli obsojen, da je njegov majhen. Ravno nasprotno, drugačnost je lahko včasih privlačna in zaželena in si jo želimo sprejeti z odprtimi rokami. Drugič je to nekaj, kar je lahko boleče, kar nas lahko, zaradi česar smo zaskrbljeni, bi to najraje odrinili nekam stran, od svojih oči in misli. Ker v Ciriusu verjamemo v vrednoto inkluzivne družbe in cenimo vsakega izmed posameznikov in tudi njegovo drugačnost, smo izdali še, kot vidite, tretjo izmed knjig v tej zbirki. Zavedamo se, da je vsak človek neponovljiv in da je vsak človek drugačen. V tej knjigi smo zbrali zgodbe 12 otrok in mladostnikov. Prej sem vas vse poklicala oziroma pozdravila po imenu. Torej, zgodbe Klemna, Timoteja, Nine, Lare, Zale, Lidije, Matica, Kristjana, Jana, Luke, Marka in Sare so v tej čudoviti knjigi. K sodelovanju smo povabili torej otroke in mladostnike ne samo iz našega centra, ampak tudi iz drugih rednih osnovnih in srednjih šol po celotni Sloveniji. To knjižico smo naredili z mislijo, saj želimo Slovenijo predstaviti kot deželo, ki ceni drugačnost. Kot lahko vidite na tej naslovnici in ko jo boste tudi prejeli v roke, smo knjigo oplemenitili tudi s čudovitimi fotografijami, ki pa niso samo izpod rok profesionalnih fotografov, ampak izpod rok naših ljubiteljskih fotografov. Tako da si boste lahko pogledali res čudovite fotografije in čudovite zgodbe. V knjižici so zgodbe predstavljene tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku, kar pomeni, da so dostopne ne samo slovensko govoreči skupini, ampak vsem. Želela bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali v tem projektu. Ko pogledamo eno tako knjižico, si ne moremo predstavljati, koliko mravljic je za to knjigo, koliko neprespanih noči, koliko dogodkov je v taki knjigici, ki jo potem
vzamemo v roke in pogledamo. Zahvala najprej gospodu direktorju, ki nas podpira, da vse te stvari počnemo in se zaveda poslanstva, ki ga nosi tako strokovni center, kot tudi Cirius Kamnik. Zahvala vsem vam, mladi, da ste bili pripravljeni z nami deliti svojo zgodbo, da jo je potem lahko Dušan Rutar, urednik, besedil v eno tako čudovito poezijo besed. Hvala naši lektorici in hvala tudi vsem, seveda ne smem pozabiti tudi na prevajalko in vsem, ki ste prispevali svoje fotografije. Da ne bom predolga, bi jaz besedo predala kar gospodu direktorju in prosim, izvolite, beseda je vaša. Hvala, Suzana. Spoštovani gostje, sodelavci, sodelavke, učenci, dijaki, starši. Najprej bi vas seveda pozdravil na našem današnjem srečanju in vam v bistvu zaželel tudi mirne prihodnje tedne, ki bodo pomembni za premagovanje krize, v kateri smo se znašli zaradi epidemije koronavirusa. Pa vendar, danes smo se zbrali, da vam predstavimo tretjo knjižico iz serije s skupnim naslovom Perspektive drugačnosti. Zanjo smo razširili začetno idejo in povabili k sodelovanju tudi otroke in mlade iz drugih slovenskih šol, ne le iz Ciriusa, kot je bila praksa do sedaj. Obenem pa smo želeli njihove zgodbe pospremiti tudi s fotografijami, ki jih niso izdelali le vrhunski profesionalni fotografi, ampak tudi sami dijaki. Kot je že Suzana omenila, je knjižica namenjena promociji lepot Slovenije, Ciriusa in zlasti mladih ljudi, ki nosijo seboj izjemne ideje in predstave o življenju, za katere je prav, da jih spoznajo tudi ljudje, ki se sicer z njimi ne srečujejo. Prav zato smo te zgodbe prevedli tudi v angleški jezik, da jih bodo spoznali še zunaj meja naše Slovenije. Še enkrat seveda, zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki ste omogočili nastanek in izid te knjižice, ki vam jo z veseljem in ponosno danes predstavljamo. Se verjamemo, da je edinstvena in vredna vse pozornosti, obenem pa neobičajna, pa tudi zlahka razumljiva. Toliko, hvala lepa. Hvala, gospod direktor. Zdaj pa preden bom jaz povabila Dušana, bom spet ponovno delila z vami zaslon, tako da. Dober dan, moje ime, kot rečeno, je Dušan Rutar in sem avtor zgodb iz te knjige, tudi urednik knjižice. In na prav poseben način bi rad na kratko spregovoril o njej, ker se strinjam, da je pomembna za številne ljudi, da je pomembna za mlade, ki so predstavljeni v njej, da je pomembna za njihove starše in bližnje.
pomembna pa je tudi za mene. To je v resnici intimna pripoved in poskušal sem spregovoriti o mladih na način, ki ima tole vrednost. Preden pa nadaljujem in povem, v čem je ta vrednost, se želim tudi sam zahvaliti vsem, ki ste sodelovali, da je knjižica danes tukaj pred nami. Vnovič, gospodu direktorju, ki je v določenem trenutku že skoraj obupal, da knjižica ne bo nastala, a se je potem izkazalo, da lahko nastane. Zahvaljujem se mu, ker je podprl idejo, da jo naredimo. Mimogrede, nastala je v izjemno kratkem času, v 2 mesecih. Seveda se zahvaljujem še enkrat Suzani za vso podporo, ki je bila potrebna, da je knjižica nastala. Zahvaljujem se sodelavkam, ki so opravile intervjuje z nekaterimi otroki v Sloveniji. Zahvaljujem se seveda vam, dragi mladi ljudje. Zahvaljujem se Zali Hriberšek, da sva vnovič staknila glavi in ugotavljala, kako se kaj pravilno napiše v slovenskem jeziku, da bo tudi jezik lep, ne le fotografije in pripovedi. Zahvaljujem se sodelavki Tani Kejžar, ki je v izjemno kratkem času zelo lepo prevedla zgodbe v angleški jezik. V čem torej vidim posebno vrednost te knjižice? Najprej v tem, da so tudi fotografi, ki so prispevali fotografije, eno vidite na naslovnici oziroma v pomanjšani obliki vidite vseh 12. Fotografije na prav poseben način, za katerega verjamem, da je tale. Ko je človek dovolj star, kot sam, in se več ne ozira toliko v prihodnost, ampak se začne ozirati v preteklost, lahko ugotovi, lahko spozna, da so se zgodile v njegovem ali njenem življenju nekatere posebne izkušnje, da je srečal nekatere ljudi, ki so obogatili življenje, ne da bi morda takrat v tistem trenutku to sploh vedel. Včasih šele za nazaj pripišemo ustrezno vrednost izkušnjam, doživetjem, odnosom, srečanjem z drugimi ljudmi. Včasih smo preveč zaverovani sami vase, pa tega ne opazimo v dovolj veliki meri. Včasih smo zaslepljeni, pa česa sploh ne vidimo. In vidimo tisto šele kasneje, kot rečeno, za nazaj. In včasih je videti, da ljudje vse prehitro spregovorijo o tem, da cenijo drugačnost, da jo spoštujejo, da sprejemajo drugačne ljudi, da nas drugačnost bogati in tako dalje in tako dalje. Saj včasih je to res, včasih je pa zgolj klišej. Včasih pa se ljudje drugačnosti zlasti bojijo. So tesnobni.
Včasih ljudje drugačnosti, kakršnakoli že je, ne razumejo. Včasih je niti ne želijo razumeti. Želijo imeti, kot se reče, svoj mir. Nekateri ljudje so zgolj konzervativni in ne želijo, da se kaj spreminja v njihovih življenjih. Nekateri ljudje ne želijo srečati novih ljudi, spet drugačnih ljudi. Kratko malo jih ne želijo. Tisto, kar je zares vredno, pa je globok vpogled v naravo življenja, ki ga živimo, globok vpogled v trivialno resnico, da je vsak človek vsaj malo drugačen od vsakega drugega človeka. Zares vreden je vpogled, je to, kar izraža beseda empatija, ali pa morda še bolje sočutje. Res vredno je čutiti, ne zgolj abstraktno vedeti, kaj pomeni drugačnost drugega človeka, in zlasti je vrednost v tem, da spoznamo, kako neskončen je vsak drugi človek. Kako v resnici malo vemo o večini ljudi, ki živijo v istem času kot mi, kako celo malo vemo o nekaterih ljudeh, s katerimi se srečujemo vsak dan. Kako morda malo vemo celo o ljudeh, ki so nam najbližji, s katerimi živimo leta dolgo, pa nečesa sploh ne odkrijemo. Enostavno ne vidimo, ne prepoznamo. Vse to so ideje, ki so me vodile pri pisanju teh 12 pripovedi, teh 12 zgodb, ki sem jih, upam, da z dovolj veliko mero spoštovanja položil v usta 12 mladih ljudi, ki so bili pripravljeni sodelovati in so njihove fotografije v tej knjigi, v njej pa tudi nekatere njihove ideje, za katere verjamem, da niso pomembne samo zanje in za njihove bližnje, ampak verjamem, da so pomembne za čisto vsakega človeka. To so ideje ne samo drugačnosti, ampak zlasti spoštovanja. To so ideje o ohranjanju dostojanstva drugega človeka. To so ideje o ljubezni in prijateljstvu. To so ideje o tistih medsebojnih odnosih, zaradi katerih sploh smo to, kar smo. Ker nihče ne more živeti sam brez odnosov z drugimi ljudmi. To so ideje svobode, to so ideje o sanjah, ki jih imajo ljudje, in številne sanje se ne uresničijo nikoli, pa bi bilo dobro, da bi se. To je tudi ideja dobrega. To je ideja, zaradi katere se včasih potrudimo in želimo odkrivati drug v drugem vse tisto, kar drema, pa morda nikoli ne pride do izraza zaradi naše brezbrižnosti. Ljudje znamo biti vse prehitro tesnobni in se zapremo pred drugimi ljudmi, ne samo pred drugačnostjo, ampak sploh pred ljudmi, in želimo, da bi ohranili svoj mir, da bi bilo vse tako, kot smo navajeni, in včasih si želimo, da bi bil svet ne tak, kakršen dejansko je, ampak tak, kot bi mi radi, da bi bil. Nažalost, seveda, se svet ne meni za naše želje in lepe ideje in je še naprej tak, kakršen pač je. Zato je tako pomembno,
da vsaj kdaj naredimo obrat, se obrnemo k drugemu človeku, se odpremo do njega in rečemo: tako, pripravljen sem poslušati, kar mi imaš povedati, in hvaležen bom, če mi boš povedal tudi kaj takega, kar sega onkraj vsakdanjega govorjenja, onkraj vsakdanjih klišejev, stereotipov in vsega tistega, kar si izmenjujemo, pa nam ne pomeni prav dosti, včasih pa nam celo ne pomeni čisto nič. Besede so zato lahko zelo poceni in zlahka jih preslišimo, ampak nekatere besede niso take. Nekatere besede so zelo vredne in prav je, da se vračamo k njim znova in znova. Ta knjižica je nastala tudi zato, da bo ostala na kakšni polici in seveda upamo, da jo bo kdo vzel tudi v roke še dolgo potem, ko nas morda sploh ne bo več, in jo bo vzel v roke in prebral kaj takega, nad čimer se je res vredno zamisliti, kaj takega, kar ogreje srce, navdihuje, in kaj takega, zaradi česar se kdaj človeku utrne tudi kakšna solza, ko ugotovi, koliko lepega je na tem svetu, pa morda ni vselej dovolj pozoren na to, ker se mu nekam mudi. Še enkrat torej hvala vsem, zaradi katerih je tale knjiga danes pred nami, in upam, da vam bo v navdih, zlasti pa bo zelo pomembno, vsaj zame intimno, če lahko še končam z idejo intimnosti, če bo kdo kdaj napisal kakšno drobno misel, ki se mu je utrnila ob gledanju in prebiranju te knjige, in mi jo poslal. Hvala lepa. Evo, hvala, Dušan, predlagam, da bom tale zaslon nehala deliti, tako da se vidimo. Zdaj bi pa jaz kar povabila katerega izmed mladostnikov, da pove, kakšno svojo misel bi želel kdo. Vidim, da imamo nekaj prisotnih. Če želi, lahko kdo kaj pove. Ne, mislim, da ne. Nič ni narobe, vse pride ob svojem času. Tako da, ko bo misel dozrela, jo boste delili z nami. Vidim, da so se tudi nekateri starši od mladostnikov oziroma otrok pridružili, tako da lepo pozdravljeni. Moram vam povedati, da vam bomo danes po pošti vsem vam 12, ki sem vam prebrala, poslali tole knjigo. In ne, nisi treba zatiskati oči, sploh ne, ampak ste lahko zelo ponosni. Tako da, še enkrat hvala, da smo lahko te čudovite slike, vaše zgodbe objavili in da jih bodo videli tudi drugi. Spoštovani gostje, zdaj pa vas vabim, če želite z nami podeliti, če se vam je utrnila kakšna misel ob tem dogodku. Beseda je vaša.
Vidim na kamerah, vidim, da se nekaj govori. Kdo bi kaj povedal? Če nimamo nič za dodati, bi se vam jaz zahvalila, da ste se udeležili tega dogodka. Zelo veseli in ponosni. In pa seveda z veseljem bomo to knjigo, ki je v sklopu projekta, brezplačno posredovali vsem, ki si knjigico bojo želeli. Lepo vas pozdravljam. In če ne prej, se vidimo 3. decembra na naši zaključni konferenci. Lep dan še naprej. Nasvidenje. Hvala, svidenje. Svidenje.